Danes je torek, 3. september, včeraj je bil prvi šolski dan, gledal sem tednik Slovenske nacionalne televizije, zgrožen bil, kakšni slabi posnetki oziroma reportaže so tam, prispevki. Najbolj me je zmotilo poročanje novinarke v tedniku o otrocih z ADHD, ki morajo jesti Ritalin, hiperkinetični sindrom, češ da je tam okrog 10.000-krat več nekih primerov hiperkinetičnih motenj, posebej pri fantih, motnja pozornosti. In pol danes, je pa torek, pa gledam pa še poročila in slišim recimo tolo nebulozo, zdaj bo sam tale doktorca nekaj povedala, dajmo jo malo poslušati. Mi delovanje otrokovih možganov v tistih procesih pozornosti, da ga bodo lahko, da mu omogočijo biti šolsko uspešen glede na njegove sposobnosti. Mnogi starši zdravila zavračajo. V šolo lahko prinesejo odločbo, s katero je njihov otrok deležen strokovne pomoči med učenjem. Tudi število takšnih odločb strmo narašča. Tako je Zavod za šolstvo lani izdal skoraj 10.000 odločb za dodatno strokovno pomoč, med njimi je 10% otrok s hiperkinetično motnjo. Jav. In pa še razne mamice sprašujejo, kako je z njihovimi otroci, in te fantki rečejo, ja, meni pa možgani 6-krat hitreje delajo, hitreje mislim, kot potem ukrepam, in pa imam probleme z vedenjem. Kje pa je foter tukaj v tej zgodbi? Kdo bo pa Ojdipov kompleks upeljal? To so prava vprašanja, ki jih Slovenska televizija nikoli ne bo izpostavila, ker za temi vprašanji stoji feminizem, preprečuje diskurs, psihoanalitični diskurs na to temo, govori se tam o nevroloških možganskih motnjah, ne ve se pa, da ti otroci, recimo 6. do 14. leta, kasirajo nerazrešen Ojdipov kompleks. To pomeni, da v ključni fazi, ko bi se deček moral socializirati tako, da bi ponotranil očetov ne smeš, kako focko, ki bi mu ugravirala moralno razsojanje, se pravi jedro moralnega razsojanja, na katerem bi v odraslosti čutil, kako ga vest peče. Če dobri oče intervenira vzgojno do fanta, se v fundamentu moralnega razsojanja zgodi nek miselni konstrukt, na katerem otrok po 6. letu v obdobju latence, pa potem naprej, čuti, kaj je moralno prav. In preden podleže načelu ugodja, on premisli, kaj mu to nosi. In naredi tisto, kar je prav, ne tisto, kar je navdahnjen, kar je lušno, kar je prijetno, kar mu je v užitek. In potem stroka, ta kvazi stroka, nevrološko-psihiatrična, pedopsihiatri, razglasijo takega fanta, da ima hiperkinetično motnjo, da ima hiperkinetični sindrom ADHD, kot rečejo Američani, mu dajo odločbo in se ga tolerira, namesto da bi ga fotor v red spravil. In to te naše emancipiranke, ki se v prvih kregarijah kar ločijo, ali pa za kos posanega mesa se moški odselijo, ali pa ženske, in potem otroci pokasirajo in družba ima problem, ne v osnovni šoli, pa srednji šoli, s temi hiperkinetičnimi sindromi, pa ADHD motnjami. Družba bo imela problem celo življenje teh otrok, fantov predvsem, ki so falični. Kastracijsko bojazen ne razrešijo, tako da mu foter postavi fundament, na katerem zgrajuje moralno razsojanje, že od 6. leta naprej, pa potem celo življenje. Nam se obeta gomila psihopatov, ki se bo inkorporirala v vse družbene podsisteme. Več kot imamo moten ADHD, hiperkinetični sindrom, tako imenovan, več bo čez 10, 20, 30 let psihopatov inkorporiranih v družbo. Zato, spoštovani, če mi verjamete,
Starši morate poskrbeti, da se vaši otroci pravilno razvijajo. Da je v primarni družini očetov ne smeš ključen, da bo fantu v fundamente moralnega razsojanja naselil nekaj, nad čemer bo gradil postkonvencionalno moralno razsojanje. In če se bo to zgodilo, nobenih ADHD sindromov ne bo, nobene hiperkinetične motnje, nobenih ritalinov ne bo treba. Ampak foter mora svojo moralno dolžnost opraviti. Žena ga mora pa podpirati. Ne da ga žena simbolno kastrira, še bolj pa sistem. Simbolna kastracija očetov stoji za to hiperkinetično motnjo ADHD-jem. Toliko sem moral povedati, ker tole se mi pipa v glav, ko tole nebulozo gledam.